Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Turističnemu društvu Tržič je letos uspelo pritegniti k sodelovanju preko 70 razstavljavcev iz Slovenije in tujine, med drugim tudi iz oddaljenih držav, kot so Afganistan, Pakistan in Maroko in Indija. Razstava je zelo živopisna, barvita in minerali, lahko rečemo, iz celega sveta. Imate tudi take, ki se vsako leto vračajo nazaj? Takih je, bom rekel, skoraj 80%, kar pa še enkrat poudarjam, veseli nas letos, da je tudi iz tujine kar nekaj novih razstavljavcev, rečemo 20%, kar pomeni, da sejem se je utrdil tudi v tujini in da v prihodnje pričakujemo morda še kakšnega. Ponudba predvsem naravnih in obdelanih mineralov z vsega sveta je bila ob pomoči Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije zelo bogata, pestra in predvsem kakovostna. Osrednjo pozornost so tokrat namenili odkritemu bogastvu Dolenjske, Notranjske in Bele krajine. Med minerali je predvsem kalcit zastopan, potem kremen za različne nahajališč, oziroma lahko rečem kremenčke, ker gre za manjše kristalčke, in pa nekateri železovi sekundarni minerali, predvsem razni oksidi. Namreč pri Žužemberku so to izkoriščali preteklosti, to so bili površinske najdbe, to niso bili rudniki take klasične pomena. Med fosili je pa večji izbor, gre predvsem za fosila nahajališča okrog Šentjerneja, nekatera so bila poznana že, koliko vem, v 19. stoletju, še danes je možno tam kaj najti. To so fosili, ki bi lahko rekli nekaj predhodnika Panonskega morja, nekje 17-18 milijonov let približno stari. So pa še nekatera druga nahajališča, ki pa seveda so manj poznana iz tudi starejših obdobij. Učenja željni obiskovalci so lahko svoje znanje v soboto in nedeljo obogatili z ogledom strokovnih razstav in izmenjali mnenja s strokovnjaki. Tako starejši kot mlajši so ustvarjali in se izobraževali v številnih ustvarjalnih delavnicah. Ustvarjamo s kamnem lojevcem, ki nam ga priskrbi turistično društvo Tržič, z vsem potrebnim orodjem, žagami, pilami, žeblji, in otroci nadvse radi izdelajo kakšen obesek, kakšen spominek z te prireditve in ga potem z veseljem odnesejo domov. Danes predstavljamo večje konkrecije iz nahajališča na gori pri Komendi, iz potoka Tušca, ker letos razstavljamo 15. na tej razstavi, smo se odločili pokazati največje konkrecije, kar smo jih najdli na tem nahajališču. V kolikšni meri so mladi zainteresirani za geološki krožek? Ja, zelo so zainteresirani. Mi imamo krožek že 23 let, pa je povprečje tam okoli 15 do 20 otrok vsak let. Razstavo mineralov in fosilov si je letos ogledal tudi podžupan občine San Marijo Min, s katero je Tržič pobraten že dobrih 50 let. Merci pour votre accueil. Et puis donc, comme je disais... Tokrat na razstavi sem prvič, ampak kot lahko vidim, je zelo lepa razstava, bogata. Une belle exposition. Poleg številnih stojnic v dvorani tržiških olimpijcev je bila prava paša za oči tudi razstava Prirodoslovnega muzeja v paviljonu NOB z naslovom Svetloba ujeta v kamen. Oblikovanje kamna, mineralogija, potem si je danes možno ogledati tudi razstavo v galeriji Atrij, kjer je razstava posvečena 40-letnici Društva prijateljev mineralov in fosilov, ki so naši dragi prijatelji in soorganizator te razstave. V Tržiču se dogaja še tržni dan, vodeni ogledi v Dovžanovo sotesko, Antonorov, in to je še ena stvar, na katero smo letos ponosni. Mislim, da Tržič vse bolj spet sprejema to razstavo in tudi sami Tržičani vidijo, da je to nekaj zelo pomembnega in cel Tržič živi.